Stari, jaz sem ravno kar videl avion, ki je letel tik nad avtocesto. Shit, stari, zaprta cesta. Prva stvar, upam, da so vsi ok. Druga stvar, da sem kar naenkrat namesto, da bi bil obrnem proti Ljubljani, obrnem proti Ptuju. Dobro, to mi zdaj malo načrte spremeni, avto ne bom upravil, preden bomo naredili sladko kisle, ampak mislim, da ni nobene tragedije, ne. Tako se dobro počuti, če je malo umazan. Kaj imaš pa sonce? Well, if life give you lemon, you lick lemon. V glavnem, ta avto, ko ga vidiš za mano, se imenuje All-Terrain. Zraven pa še 220D Firmatic. Aj Formatic, aj Štirmatic, aj Quattromatic. Bog ne dej reči Quattro v povezavi z Mercedesom. Pa če gremo čez pogonsko osnovo, tako kot sem rekel, 4-kolesen pogon, 2.0 mašina, valjda dizel, švok 200 konjev. Pa ta avto je malo pozem pršel, ne? Narejen je pa med drugim tudi zato, da bo malo grenil življenje Audiju A6 Allroad po Volvo V90 CC-ju, cross countryju. Če pa še ne veš, kaj točno oznaka All-Terrain pomeni v povezavi z Mercedesom, ne? Ta avto je prilagojen, da se lahko pelje tudi po malo slabših podlagah. Tudi dvigati pa spuščati se je sposobno, ker vzmetenje je valjda zračno, pa ne prije prav sam takrat, ki je treba karoserijo dvigati. Predvsem prije zelo prav pri običajni vožnji po navadnih cestah, ne, ker za te pa vsi vemo, da niso vedo idealno vzdrževane. Drugače pa, če se sprašuješ, je to v bistvu sam dvignen e-karavan, mislim, na en način to že drži. Ampak ta dvignen e-karavan je v bistvu v osnovi kar dosti bolj robusten, pa ne samo to, tudi spodaj je zaščita za podvozje. Ima pa tudi par plastičnih dodatkov, ki estetsko mogoče niso najbolj prijetni, ampak so tako ali pa drugače zelo koristni. Ko vse to vključno s prilagojenim podvozjem vržeš na kup, dobiš avto, ki se od navadnega e-karavana zelo razlikuje. Pa mimogrede, v najvišji nastavitvi je od tal oddaljen 21 centi. Ok, zdaj pa počasi cajt za prvo sladko. Za ta prvo sem zbral kar kufer. Kruh za mami ga bom umaknil, prav. Vsega skupaj ga je za 640 litrov, ogromna številka, ampak pozna pa tale avto en trik, ki ga navaden Mercedes karavan ne pozna. In to je fora, ki je v svet Mercedesu upeljal Mercedes CLA Shooting Brake, ta mal karavanček. Veš, v bistvu gre za to, da ti lahko prostornino kufra s tem, da prilagodiš naklon teh sedežev, povečaš iz 640 na 680 litrov. Fora, kako to narediti, je pa drugače čisto simpel, le zdaj. Najprej narediš tole, potem sedež malo makneš in cela skrivnost je v tem. A veš, sedež se pol na ta hakelček zapne, kar pomeni, da je naklon malo drugačen, ki je bil prej, in zato je v kufru več prostora. No, pa pridemo pa še do ene številke, ki je prav tako ogromna, ne? Če butneš drugo vrsto dol, imaš placa za 1820 litrov. Pa ne samo to, ta avto lahko obremeniš 745 kg tovora. That, my man, is quite a number. Tako da ja, all in all bi kar rekel, da si kufer zasluženo sladko, a ne ve? Druga sladka vozno obdobje, po mojem najboljše takole povem, že navaden e-karavan ali pa pač se zelo dobro peljeta. No, vzmetenje tega avta, All-Terraina, je pa še dodatno prilagojeno. Pravzaprav je avto mečken mehkejši. A veš, še malo bolj je usmerjeno v obdobje. In v tem primeru med to, da je avto malo mehkejši, da se malo bolj nagiba, da je manj športni, ne moti niti malo. Pravzaprav je to, če mene vprašaš, dobrodošlo. Ker stari roko na srce, ne, tale avto športnostjo nima nič skupnega. Ampak njegova vozna dinamika pa kljub temu vrhunska. In moram reči, da v zadnjih nekaj mesecih, pa sem peljal veliko avto, se mi je tale avto kar nekako se mi je prikupil, tako kot daily driver se mi je zdel zelo, zelo dober. Ko ne bo dober mater vola, če stane 90 jurjev. Ja, to je tudi res. Tretja sladka je pa en tak vrhunski miks dodelanih detajlov. Detajl, pa še en detajl. Kaj pa ta detajl? Tale tudi ni švoh, pa tale, kot ko privlačno utripa, tudi ne. Ne ta gumb, nekatila ta je res hud. Pri četrti sladki bi se skoncentriral pa na tehnologijo. Zdaj, po eni strani ne bi rad spet poudaril, da ta avto je ekstremno pameten, ker ta avto je ekstremno pameten, ne polavtonomno vožnjo recimo obvlada vrhunsko. Danes bi se raje skoncentriral na par drugih detajlov, ki so glitko povezani s tehniko, predvsem so pa ves čas vozniku na očeh, začenši z instrumentno ploščo. Drugače v osnovi lahko zbereš takole, čist klasičen prikaz, vidiš pa imaš pa tukaj na volanu površine občutljive na dotik, pa z njimi pa upravljaš, kaj vse se ti bo prikazoval točno tukaj. Mimogrede, ki je Mercedes to uvedel, je bila to svetovna premjera, ne? Površine občutljive na dotik na volanu. Sredino zaslona recimo takole prilagajaš, v tem primeru imaš tukaj potovalni računalnik, lahko zbereš pa tudi kaj drugega, recimo asistenčne sisteme. Pol narediš pa še en swipe desno, lahko prilagajaš še tole. Pa še ena, ki se nanaša na vse več drugih Mercedesovih modelov, ne, všeč mi je, da je znamka poskrbela za to, da se je novost, ki se je takrat v S-u pokazala, to sprav zaslon ob zaslonu v ravni liniji, da so to začeli vpeljevati tudi druge modele, pa ne samo v E-a, a še nova generacija A-ja bo imela nekaj podobnega. Drugače pa ta avto še en zanimiv party trik, ki po eni strani sploh ni nov, ne, ambientalno svetlobo lahko že pri maljavžnih avtih nastavljaš, ne, ampak pri tem to zgleda pa še posebej atraktiven. Imaš pa tukaj drsnik, pa si lahko zbereš glih čist, kar sam hočeš. Vidiš, tudi grafično imaš pokazan, na kakšen način, pa kje točno je kabina osvetljena.
Ok, zdaj smo pri kislih. Prva kisla, zračno vzmetenje, ki je avto sposoben dvigati na 21 centi, to že. Ampak kaj te na tej višini drži samo do hitrosti 35 km/h? Druga kisla, pogonski sklop, predvsem menjalnik, 9-stopenjski, odličen, motor tudi ok, ampak od 194 konjev sem vsem pričakoval malo več. Ne, se mi zdi, da bo avto vsem malo živahen. Ampak tukaj opozarjam, za običajno vožnjo, pa tudi na avtocesti, ker tam se odlično počuti, je to več kot zadosti. Tretja kisla, ta je pa še posebej subjektivna. Vidiš tale upravljalnik tukaj. Estetsko izvrsten, vse skupaj razmeroma pregledno, roko lepo počiva na njem, kliki klaki, ki sem jih prej pokazal, štimajo. Ampak ena stvar me pa moti, pa ne vem zakaj, ker nekako se ne morem navaditi na upravljanje z njim. Mogoče me bolj moti nizka struktura, da se nisem ne vem, tale bojo lastniki Mercedesa očes pa pizdi. Nekam je hecen, ker tudi drugi avtomobilski novinarji ful hvalijo ta vmesnik, ne? In po eni strani je odličen, ampak jaz se ne morem navaditi na njega. I'm so sorry. No, tretja kisla je bila subjektivna, ne? Peta sladka bo pa še bolj. A veš, kot avtomobilski novinar je en najbolj pogostih vprašanj, ki ga jaz dobim, kjer avto bi ti imel, ali pa predvsem, kjer avto ti je najbolj všeč? Zdaj, generalno odgovor na to vprašanje je ekstremno težko. Ampak če se je pa treba zjasniti, v kateri kabini se odlično počutim, oziroma katera kabina mi estetsko najbolj ustreza. Stari, tukaj pa ne razmišljam, kaj je dosti. Če vprašaš mene, v estetskem smislu je no contest. Mislim, najemno, to, kar recimo ta avto ponuja, je meni top. Tako da ja, peta sladka je ambientalna izkušnja v tem avtomobilu. Priznam, da se ne spomnim, kdaj sem nazadnje sedel v avto, v katerem sem se tako dobro počutil. Zdaj, komu kva navijaš? No, pa mi ti povej, kva pa ti misliš? Pa še en šot z druge strani. Kaj pa če že imam luže na razpolago? Enač rekreativnega plezalca menam za nekaj podobnega. No ja, minus 4-kolesen pogon. What the fuck, vidiš avion tikne na avtocesto? Stop, stari, stop, igra. Stari, jaz sem ravno kar videl avion, ki je letel tikne na avtocesto. A je to legalno? Jaz sem skoraj stav, da ni. No, piloti, pa ste vrdese. Javite se, pa mi povejte, kaj se dogaja. To je bilo malo scary.